Zoran ni bil pomemben samo kot predavatelj, o tem bom tudi še kaj povedala, ampak je bil pomemben tudi kot raziskovalec, kot nekdo, ki je širil tudi prostor dialoga. Mene je recimo navdušil za številne avtorice in avtorje, predvsem iz tega področja, ki ga pač dokler nisem prišla na Univerzo v Novi Gorici, priznam, nisem tako zelo dobro poznala. Tako da ni bil samo nekdo, ki je prispeval izredno tehtne, znanstvene prispevke na te dogodke, ampak nas je zelo podpiral tudi kot organizator. Tako da tukaj na tej fotografiji še nekdo, ki bi se ga v tej priložnosti, če mi dovolite, rada spomnila, ki je bil prav tako zelo podporen, ki je velikokrat v bistvu postavil mlade ljudi v ospredje. To je bil profesor dr. Gregor Kocjan in kot vidite, sta se takoj našla in se ujela v nek lep pogovor. Tudi potem, to sliko sem tudi našla in da nas je nekaj prisotnih danes tukaj, sem rekla, vam jo moram pokazati. To je bilo ob 80-letnici profesorja Kocjana in tudi pri tem dogodku je Zoran tvorno sodeloval, tako organizacijsko kot tudi kot predavatelj. Je pa to bilo, sem ugotovila, tik pred slavističnim kongresom. Za ta slavistični kongres sem žalostno ugotovila, da skoraj ni dostopnih fotografij. Zdaj si me razveselil, Miran, da najbolj še kaj se skriva v tvojih arhivih, tako da to je nek malce slabši posnetek, je pa vse nek video, kjer je seveda Zoran v svojem elementu. Ta kongres smo organizirali seveda skupaj, Univerza, slavistično društvo v Novi Gorici in tukaj je bila neka točka, kjer smo se povezali. Torej, ta povezovalni del njegove osebnosti je tukaj, se meni bi rekla, razkril. Bilo je zelo lepo sodelovanje. Zoran ni samo poskrbel za ta znanstveni, da smo napisali nekaj skupaj izhodišče, seveda tudi zelo lepo sva s kolegico Erno sodelovali pri tem, ampak tudi naredil je ekskurzijo, skratka, veliko tega nekega simpozijskega dogajanja je poskrbel zanj in seveda dodal s tem neko dodatno še lepo dimenzijo. Tako da te dogodke, kjer sva sodelovala kot recimo soorganizatorja, kot predavatelja, teh seveda simpozijev je bilo ogromno, iz njih sem se tudi jaz zelo veliko naučila in tudi zaradi svoje vpetosti v ta prostor je potem seveda velikokrat smo dobili tudi kakšnega poslušalca, poslušalka, ki morda sicer, ker Univerza vendarle je mlada, ne bi zašel na kakšen naš dogodek. Potem druga zadeva, kjer smo seveda zelo bili vedno hvaležni Zoranu in smo cenili njegov neverjetni angažma, pa je bila v bistvu, bom kar tako rekla, promocija Fakultete za humanistiko, na kateri je, kot smo že slišali, dolgo deloval in predaval, tako da skupaj sva, bi rekla, kar imela kakšno turnejo po Sloveniji, kjer sva hodila po različnih srednjih šolah in tudi tam me je v bistvu fasciniralo, kako je ta človek, bom rekla, ki je znal biti vrhunski raziskovalec, vrhunski znanstvenik, vrhunski podajalec zelo strokovnih vsebin, potem seveda, ko je prišel med dijake, bil popolnoma drugačen, ampak seveda še vedno prepričljiv. Skratka, te prehode iz različnih nivojev, ki niso tako enostavni, je Zoran vedno znal v bistvu tako se prilagoditi občinstvu, da je občinstvo vedno uživalo v njegovih dogodkih. Tako da to je na srečo, nekaj stvari smo celo posneli, tako da to odlično predavanje o Ani Karenini si lahko celo ogledate še vedno na spletu. Potem bila sva v Idriji, to je dogodek iz nekega skupnega simpozija, mislim, da to je bila Idrija in idrijski ustvarjalci, potem seveda popularni žanri, skupaj z Miranom smo takrat se lepo imeli, skratka, teh simpozijev je bilo zelo veliko in tudi teh obiskov srednjih šol, kjer smo nekako poskušali predstaviti našo fakulteto. Tole sliko sem dala zato, ker seveda bi rada poudarila, da je Anika, ki je bila zaslužna, sem slišala v največji meri za ta
prvi del dogodka, tudi bila seveda njegova dijakinja in že, ko je bila Anika v 3. letniku srednje šole, je rekel, jaz imam eno zelo dobro dijakinjo in mislim, da bo prišla k nam tudi na fakulteto. To se je potem tudi res zgodilo. Skratka, ni samo hodil naokrog, ampak je tudi med svojimi dijakinjami prepoznal tiste, ki so izražali neko veselje, zanimanje do slovenistike in nam tako pripeljal Aniko, s katero je bilo seveda vsa leta tudi veliko veselje nam sodelovati. Družili smo se kot vi, vsi, verjetno večina, tudi na dogodkih izven tistih običajnih, to je ena zelo lepa ekskurzija, ki smo skupaj naredili z Zoranom, smo skupaj tudi oblikovali program, tu smo v Hrastovljah, s Šavrinkami smo se takrat pred mnogimi leti družili. Skratka, študentke, seveda večinoma imamo študentke, ne? Nič posebnega v humanistiki, so vedno, jaz sem bila neko obdobje dekanja in sem brala seveda tiste podolžnosti, ankete in vedno so izpostavili, kako odličen predavatelj je, kako resnično se zna snov razložiti, kako je dostopen, skratka, ogromno lepih misli je bilo takrat zapisanih. Pa ne samo to, to se je pa ne nazadnje ta njegova profesorska, bi rekla, odličnost kazala tudi v mentoriranju. Zoran je bil mentor številnih diplomskih nalog, tudi potem magistrskih nalog, tako da tudi na ta način je res zelo tvorno prispeval k gradnji slovenistike na Goriškem. Zorana sem zadnjič v živo srečala februarja leta 2019, to je bil prekrasen dogodek, žal premalo obiskan. Praznovali smo Prešernov praznik, kulturni praznik. Zoran je takrat pripravil predavanje seveda o Prešernu, ampak ta slika se mi zdi pove za tiste, ki morda je kdo tukaj vendarle, ki Zorana ne pozna tako dobro, kot smo ga mi, pove vse, kako so ta njegova predavanja bila živa, kako vehementen nastop je imel. To je bil februar 2019. Jaz sploh nisem vedela, da je tako bolan že takrat bil. 2 meseca kasneje nas je vse res, skoraj mi zmanjkuje besed, ker poskušam podživeti tisti trenutek, ko nas je s tem seznanil. Skratka, kljub svoji bolezni vidite v žaru predavateljskem nobenega lističa, ničesar, kar nekdo, ki ni dovolj siguren, ki nima dovolj, ne vem, tega znanja, nastopa, bi se nekako si pomagal s tem. Zoran je stopil na oder in govoril, jaz mislim, da je bilo 45 minut. Jaz sem samo občudovanjem to spremljala in si rekla, tukaj se lahko učiš, tako je treba se pripraviti, tako je treba nastopiti, pa tudi, če je v dvorani samo nekaj ljudi. Tako da to je bilo na odru, vidite, zavzel je pozo skoraj da kot Prešeren, takšen je tudi bil, velikan slovenske literarne vede, kot Prešeren slovenske književnosti. Po tem dogodku, to je bil en tak hladen, zelo hladen dan je bil, burja je pihala takrat na Goriškem, celo tukaj, kjer ni ponavadi tako močno smo čutili, ampak po tistem dogodku smo še kakšno, mislim, da kakšno uro stali tudi zunaj. Pogovarjali smo se o tem, takrat ne bom nič tajila, ne bom nič skrivala, je bila naša slovenistika v veliki krizi in kljub temu, da Zoran, bom rekla, ni najboljše, verjetno se takrat počutil, nam je dajal na svete, smo se o tem pogovarjali, tako da mislim, da bi bil zelo vesel, da zdaj gremo nekim lepšim, mnogo lepšim, bom rekla, časom nasproti, pod novim vodstvom univerze, pod novim vodstvom fakultete, ga pogrešamo. Zelo mlada ekipa se je zdaj zbrala okrog nas, jaz bom rekla, da sem najstarejša in nam manjka ta vidik zrelosti, izkušenosti, modrosti, ki jo je Zoran imel. Ker imam še tole na prosojnici, bi dala še kljub bolezni, je celo potem sodeloval preko Zooma, mislim, da je bil to najbrž njegov zadnji dogodek Laura, ki smo jo prej videli, tudi njegova študentka ga je povabila in je svoje znanje od Cankarja, takrat je bil Cankar na maturi, tudi delil na ta način. Mi dva smo skupaj
pripravljala nekaj predlogov za projekte, žal se tisti projekti niso išli, ampak kaj je on predvidel in o čemer zdaj seveda ne morem govoriti, sem napisala v članku. Njegove raziskave avtoric so bile zame zelo pomembne, pa ne samo, bom spet rekla, znanstvene odličnosti, ampak tudi zato, ker je pokazal, da to ni tema, s katero se samo raziskovalko ukvarjamo, ampak tudi na področju didaktike so raziskovalci, ki jih to zanima in se zavedajo tega pomena. Bil je podpisnik vseh naših izjav, v katerih smo zahtevali večje število avtoric v kurikulumu, skratka, kadarkoli smo ga kakorkoli potrebovali, je bil tukaj za nas. In še enkrat se najlepše zahvaljujem in vsem, ki ste danes omogočili in povabili, da sem nekaj besed spregovorila.